Lep pozdrav z Konjskega vrha, tokrat vas pozdravljam na mesto Jane. To ne pomeni, da Jane ni tukaj, tamle je fotografira. Dva mikrofona ste samo, zato bova Sava z Manco, ki tukaj počitnikuje na Konjskem vrhu. Izbrala sva si pa temo viharnost, ker se mi zdi primerna, namreč kot vem, je bilo marsikje v Sloveniji, tudi v Šmarju, ko sem slišal, precej viharno, precej burno in viharno je bilo tudi tukaj na Konjskem vrhu, zelo silovito, podiralo je drevesa, naredilo veliko škodo. Zato sva si z Manco sva rekla, da bi dala temo viharnost, ampak ne samo ta zunanja viharnost, ampak viharnost, ki se prebudi tudi v naših čutenjih. In pa vprašanje, kako ohranjati mir oziroma kako se povrniti k miru, ko nas nekaj notranje vznemiri, ko vzvalovijo naša čutenja v tistih razsežnostih, ki niso ugodna za nas. Hvala lepa, meni se zdi to imenitna tema, Harli, kot vedno vse pretep na tem Konjskem vrhu, ki je moj kraj navdiha, ker to je sveti kraj, kjer vlada tišina in mir in lahko zaslišimo glas navdiha, ki vedno govori resnico. In jaz sem danes ponoči premišljevala o teh viharjih in ponovno slišala, kakor znotraj, tako zunaj. Ti viharji so posledica naših notranjih viharjev. Res je, da so bili od nekdaj, ampak tako močni in tako pogosti, kot so zdaj, pa še nikoli niso bili. Ampak tudi človek ni bil še nikoli tako razrvan in tako v notranjih viharjih, kot je danes. In odgovor, kako pomiriti te viharje, je soočenje z resnico, česa se mi pravzaprav bojimo. In kot je rekel že Freud, in ponavljajo modreci za njim, pod vsemi strahovi je vedno strah pred smrtjo. Mi se, ko nas te viharji napadajo, zavedamo svoje krhkosti, umrljivosti, minljivosti, zavedamo se, da smo smrtni. Tega pa ne bi. To pa nikar. Ne. To pa ne, smrt je za skritje v bolnišnice, domove za ostarele, z njo mi nimamo opraviti nič. Z njo imamo opraviti, ker je nenehno tukajle od rojstva z nami. In Harli, zdaj mi ti na to vprašanje odgovori. Jaz se ob takih viharjih in strahovih vedno sprašujem, ja, kje pa so verni kristjani? Sej kristjani naj se ne bi bali, ker so objemu Boga, ker je Kristus živ in najbolj prisotni je, kadar so viharji. No, odgovorite meni na to vprašanje, prosim. Ja, zame je zelo pomembno, da ohranjam duhovno kondicijo, ne? Da redno vzdržujem duhovno spokojnost, ker potem recimo, ko je bil ta res siloviti vihar, ki je se mogoče Božiga kaj posnel pa prikazal, ne? Sem v bistvu navzven opazoval, ne? In je bilo burno, ampak v meni je bil pa mir, je bil mir misli, je bila neka spokojnost, me zunanji vihar ni notranje vzvalovil. Ampak če bi jaz razmišljal, bom pa takrat začel iskati notranjo moč, ne? Jaz moram ohranjati to duhovno spokojnost, zato mi je tako dragocen Konjski vrh, ker mi v tihoti, ker mi v stiku z naravo, ker mi v stiku z svetim, z Bogom, ta tihota omogoča ohranjati to ravnovesje. In zelo pazim, ne bojim se, ampak pazim pred prevzdignjenimi čutenji. Navzdol in navzdol, ne? Ja, ker to sem pa že tokrat ugotovil, ne, da se ne bi rad več guncal gor pa dol, ne. Nimam rad privzdignjenih, rad imam spokojnost. In potem, ko se dogodi viharnost, dejansko me ne zaziblje, ne, ampak me majčkan takole. Ni pa tisto razburljivo, tako kot je v naravi. To pomeni redno ohranjati duhovno kondicijo, duhovno spokojnost. Tako kot človek ohranja telesno kondicijo, tako je zame zelo pomembna kapela,
je pomemben stik z naravo, je pomemben stik z svetim, se to je, kar nas obdaja največja katedrala. Ne. Zdaj recimo ob tem preizkusu, v tem viharju, ne, ko sem bil skozi okno, ne, pravzaprav sem bil hvaležen, ja, za Konjski vrh, za tihote, ampak naša dežela ima toliko teh možnosti, da vstopimo v tihoto, da se odklopimo od hrupa, da umirimo misel, umirimo čutenja, ker potem, ko pride hrup, ko pride tisto, kar nas vzburka, nas ne zaziblje toliko. Ne. No, meni ščirka ostro osvetovala, da jaz pridem k tebi učili, ker so bile napovedane ujme in groza, sem jaz rekla, jaz grem. Ja, kaj se mi pa lahko zgodi? Ja. To je moje vprašanje. Kaj se pa meni lahko zgodi? Ja. Eni so osupli, ko to slišijo. In jaz rečem, največ, kar se mi lahko zgodi, je, da umrem. No, ampak to je itak samo prehod. In umrla bom slej ko prej, in umrli bomo vsi. Tako je. In če to prepustim, to skrivnost, da je moja ura, se gotovo zmanjša strah. Najhujše In zaupanje je pomembno, Ja. ker zaupanje je od Boga, obup je pa od hudega. Je res, ja. In najhujše ta beg pred smrtjo, ne, ker te potem skozi sledi, ne, ko pa se ti dejansko, ja, ko si pa odpreš horizont presežnosti, ne, in veš, da ne veš ne ure, ne dneva, kot so že rekli naši predniki, ne, ni več bega. Je zaupanje, je prepuščenost. No, in to je za mene, Karli, dokaz globoke vere. Zaupanje. Ampak tudi v cerkvi ga jaz vidim zelo malo. Ja, cerkev bi morala pomagati k duhovnosti. Naloga cerkve ni, da utrjuje religijo, ampak je religija zato, da odpira v duhovno. Ker potem ti na nek način kakor zapuščaš religiozno, ker vstopaš v obnebi duhovnega. Če bi te pa nekdo iz duhovnega vlekel v koncept religije, dejansko pa se potem zgodi, da ja, to je pa institucija, to pa ni več. Duhovno osvobaja. Religiozno, brez duhovne komponenta, lahko pa celo zasužni. Zato so ne samo religiozne institucije, ampak vse institucije same sebi največja nevarnost, če pozabijo, da so v službi poslanstva in mislijo, da morajo pa zdaj ljudje služiti tem okvirjem. Zato je statistika, ne, če vodi katerakoli statistika, koliko je članov, kako ne. To ni dobra stvar. To je bilo že v stari zavezi. Ampak zdaj, a dovolj Karli, jaz sem dobila od Jane čudovito držijo, tole vrečko za knjige. Rastimo, pomenljivo, ja. Ja, in takoj sem dala noter mojo knjigo, ta zadnjo Iz neba do dna, in ker ti toliko poudarjaš tihoto, in ker jaz mislim, da je to najpomembnejši sveti prostor za graditev duhovnosti in zaupanja, bi jaz tole prebrala o tihoti, ker sem to napisala lansko leto pretep lele na Konjskem vrhu, ker sem zaslišala ta glas navdiha, kar nekaj src mi se je tukaj nastalo in tale o tihoti je nastala, ker sem se tamle zibala in poslušala tihoto gozda in narave in tole gre. Malo slabše berem, ne, s pol jezika, ampak po moje se me razume. Odlično. Tihota me vabi, naj se potopim vanjo, izstopim iz hrupnega sveta in čisto potiho vstopim v globine srca. V tihoti bom lahko ležala na travniku miru, se smehljala oblahom in risala mavrico
ko bom mirno sedela v sebi. Ne bo zahtev, kaj moram, ne bo glasov, ki bi me priganjali. Ti so del sveta, iz katerega bom odšla na počitnice duha. Harliju. Dobila bom drugačen pogled v istih očeh. Pogled neba, ki ne sodi, ne analizira, ne kriči, da bi prevpil druge glasove. Tako bom lahko poslušala glas presežnega, ki domuje v samoti in tihoti. V naši edini resnični domovini, ki se imenuje ljubezen. Vam zelo priporočam Mančine srčnice. Hvala Konjskemu vrhu in tebi. Ja, sem že rekel Manci, da se mi zdi, ko berem te srčnice, kakor da se je inkarniral sam Hafiz. Hafiz pa Manca zvenita podobno. Ampak, da se moje srce odpre temu nagovoru duha, ki je navdih, pa potrebujem take svete kraje, kot je ta prostor, v katerem ti živiš. In jaz sem prepričana, Karli, da bi bil ti že mrtev, če ne bi bilo Konjskega vrha. To je dejstvo, ja. Zato te je Bog lepo semle položil Ja. in da tako nežno drži, da sploh nisi več vznemirjen. Tudi če vihari divjajo tle naokrog in podirajo drevesa, v tebi je mir, je spokojnost, je blaženost, je hvaležnost in je ljubezen, ki jo redko kdo živi tako kot ti. Enako. Kaj bi zaželela na koncu tem, ki naj jo spremljajo? Joj, sem hvaležna za to sovico, ki je simbol modrosti in zato ima tudi knjigo. Hvala, knjižnica. Ampak sova je tudi simbol smrti. In želela bi, da se mi ne bojimo svoje minljivosti, svoje krhkosti, tudi svoje ranljivosti, ne. Saj ne nas bo strah, saj še celo Jezus rekel, ne, naj gre ta kelih mimo mene, ne, ampak tvoja volja naj se zgodi. Utrjujmo zaupanje, da je vse dobro, da je vse v redu in da smo ljubljeni in v naročju angelov in Boga. Draga Manca, hvala. Hvala vsem, ki ste se družili z nami. Hvala Jani, Žigatu. Hvala, da smo v medsebojni navezi pozornosti in ljubezni. Srečno.